konferenco pa kot običajno tudi danes začenjamo z včerajšnjimi epidemiološkimi podatki. Včeraj je bilo skupaj opravljenih 1605 PCR testiranj in 6576 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 234 novih okužb. Poglejmo si skupaj prvo tabelo, ki prikazuje število opravljenih testov. Kot že rečeno, je bilo včeraj potrjenih 234 novih primerov okužbe s COVID-19. To pomeni, da je delež pozitivnih PCR testov včeraj, tako kot je razvidno iz tabele, znašal 14,6%. Če pogledamo oziroma se za trenutek zaustavimo še malo pri tabeli, vidimo, da je bil delež pozitivnih PCR testov včeraj precej manjši kot pred enim tednom. Na dan 11.4. je namreč ta delež znašal 19,3%. Sedemdnevno povprečje okužb po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 785 in je nekoliko nižje, kot je bilo čez vikend, kar je spodbuden podatek. Včeraj je to povprečje znašalo 792, v soboto pa je še presegalo 800 in sicer je znašalo 801. Poglejmo si grafa, ki prikazuje ta 14- in 7-dnevno incidenco. Prvi graf kot običajno prikazuje 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev Slovenije po statističnih regijah. Kot je razvidno iz grafa, na ravni države 14-dnevna incidenca še vedno ostaja visoka, znaša 562 oziroma skoraj 563. Najnižja je 14-dnevna incidenca trenutno v Obalno-kraški regiji, tam znaša 349, sledijo Goriška, Pomurska, Posavska, Koroška regija, Podravska in Gorenjska regija kot regije, ki imajo incidenco nižjo od tiste na državni ravni. Najvišja, pa kot je lepo razvidno iz grafa, 14-dnevna incidenca ostaja v Primorsko-notranjski regiji, ta precej izstopa napram ostalim regijam in sicer tam znaša incidenca 789. Poglejmo še, kakšne so številke za 7-dnevno incidenco. Na ravni države 7-dnevna incidenca znaša 261,5. Nižjo od državne incidence imajo naslednje regije: osrednjeslovenska, podravska, pomurska, goriška in pa obalno-kraška. Tudi tu ostaja primorsko-notranjska regija tista regija, ki ima najvišjo incidenco, sledijo pa potem še ostale regije. Prehajamo k pregledu razmer v naših bolnišnicah. Število pacientov, ki zaradi okužbe s COVID-19 potrebujejo bolnišnično oskrbo, žal še vedno ostaja visoko in se še naprej povečuje. Skupaj se v bolnišnicah zdravi 652 pacientov, 21 več kot včeraj. Na intenzivni terapiji se danes zdravi 157 pacientov, to so 3 pacienti več kot včeraj oziroma 6 pacientov več kot v soboto. Čez vikend je bilo sicer v naše bolnišnice sprejetih 91 COVID pacientov, 42 včeraj in 49 v soboto. Včeraj je bilo skupaj iz bolnišnic odpuščenih 14 oseb, 41 pa jih je bilo iz bolnišnic skupaj odpuščenih v soboto. Tudi včeraj pa smo žal vnovič zabeležili smrti in sicer je v naših bolnišnicah umrlo 7 oseb. Vsem bližnjim izrekam iskreno sožalje ob vaši izgubi. Poglejmo si še graf, ki prikazuje razmere v naših bolnišnicah. Kot sem že povedala, se razmere v bolnišnicah žal še ne izboljšujejo, temveč se še poslabšujejo. Iz grafa je razviden trend povečevanja zasedenosti bolnišničnih postelj na navadnih oddelkih, na intenzivnih oddelkih in pa žal tudi seveda skupno število zasedenih bolnišničnih postelj se še povečuje. To bo razvidno tudi iz naslednje tabele, ki prikazuje numerični prikaz podatkov. Če še enkrat ponovim, skupaj se danes v bolnišnicah zdravi 652 COVID pacientov, na intenzivni negi 157, na navadnih oddelkih pa 495 pacientov. Uvodni del novinarske konference je s tem zaključen, zato sedaj na oder vabim našo današnjo gostjo, vodjo svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, docentko doktorico Matejo Logar. Izvolite.
Pozdravljeni še v mojem imenu. Kot ste slišali, se situacija v splošni populaciji v zadnjem tednu umirja, se pravi, da ukrepi, ki smo jih izvajali od 1. do 11. aprila, nekako kažejo svoj učinek. Seveda pa se ta učinek še ne kaže pri bolnikih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje in zdravljenje v intenzivnih enotah. Tukaj so bolniške postelje zelo zasedene in preko vikenda je bilo potrebnega kar nekaj usklajevanja, da smo uspeli vse bolnike, ki so potrebovali takšno ali drugačno namestitev v bolnišnicah, tudi ustrezno oskrbeti in jim nuditi vso oskrbo. Zato bi želela še enkrat opozoriti na nekaj stvari, ki jih lahko vsi naredimo, da ohranimo ugodne trende zniževanja okužb v populaciji in seveda s tem tudi pritiska na bolnišnice. Kljub temu, da se sproščajo številne dejavnosti, kar nam omogoča nekako povratek v bolj normalno življenje, pa moramo ob teh sprostitvah upoštevati dodatne ukrepe, ki jih lahko izvajamo sami. Te ukrepe vem, da že vsi dobro poznate, ampak morda še enkrat na kratko ponovimo, zakaj je pravzaprav potrebna nošnja maske. Virus SARS-CoV-2 se primarno širi s kapljicami. To pomeni, da pri govorjenju, kašljanju, kihanju, pri petju in drugih aktivnosti, pri katerih je udeležen naš govor, nastajajo drobne kapljice, v katerih so virusi. Ti virusi potem potujejo po zraku, glasneje kot govorimo ali kričimo, pa pri kašlju daljšo pot lahko premagajo. Tukaj gre za povsem fizikalne lastnosti. Seveda to pomeni v praksi, da če smo nekje na razdalji 2 metrov, je zelo velika verjetnost, da bo takšna kapljica padla na tla in ne bo prišla do naših sluznic oziroma očesne veznice. Če pa smo bližje, se pravi, če pa smo na razdalji metra ali še manj, je pa povsem vseeno, ali smo v zunanjem okolju ali smo v zaprtem prostoru, ker tukaj bodo pa te kapljice od govorca ali tistega, ki kašlja, zelo enostavno prišle do nas in poselile očesno veznico oziroma nosno in ustno sluznico, kar seveda potem omogoči virusu, da preide v celice, se prične razmnoževati in povzroča bolezen. Zaradi tega je pomembno, da tudi, kadar smo na odprtem, uporabljamo maske, tako kot je tudi predvideno, če ne moremo vzdrževati razdalje vsaj 2 metrov. Tukaj se nam na urbanih površinah pogosto zgodi, da smo v nekem trenutku seveda sami, potem pa srečamo znanca, prijatelja in pozabimo, da tukaj pa zdaj ne moremo več vzdrževati razdalje in seveda zaradi tega lahko pride do prenosa okužbe in zato priporočamo uporabo mask tudi v odprtih prostorih, kadar ne moremo vzdrževati te ustrezne razdalje. Druga stvar, na katero želimo opozoriti, je seveda higiena rok. Tekom našega dnevnega življenja se dotikamo marsikaterih površin. Večina od nas se pravzaprav ne zaveda, kako pogosto se potem dotaknemo našega obraza. Zato je pomembno, da si po vsakem stiku, se pravi, ko pridemo iz zunanjih prostorov ali ko smo v stiku z drugimi ljudmi, roke umijemo in s tem odstranimo mikrobe, ki so se nabrale na površinah rok in preprečimo, da bi prišlo do okužbe. Kadar nimamo dostopa do mila in vode, je seveda ustrezno nadomestilo tudi razkužilo, ki ga najdemo v večini javnih prostorov. Pomembno je, da nanesemo zadostno količino razkužila in si seveda roke potem vsaj 30 sekund razkužujemo, se pravi, si jih ne obrišemo, ker na ta način ne dosežemo pravzaprav ničesar. O razdalji sem že povedala, se pravi vsaj 1,5 metra, boljše 2 metra, predvsem kadar glasno govorimo, se ta razdalja, ki jo lahko kapljice dosežejo, kar hitro povečuje, potem pa, če še piha veter, pa lahko potujejo še nekoliko dalj. Pomembno je seveda tudi prezračevanje prostorov, v katerih smo, sploh če se v prostorih zadržuje večje število ljudi. Je pomembno, da prostor prezračimo skozi okno vsako uro vsaj za 15 minut. Na ta način seveda zmanjšamo koncentracijo tistih kapljic, ki še ostajajo v zraku in na ta način potem preprečimo, da bi prišlo do okužb.
Še nekaj besed bi želela povedati o samoizolaciji in pa karanteni. Ta dva pojma se kljub vsemu, da smo že kar nekaj časa v epidemiji, še vedno zamenjujeta. O samoizolaciji govorimo takrat, kadar nekdo zboli in mora biti potem zaradi bolezni v domačem okolju. Pri osebah, ki zbolijo s COVID-19 in prebolevajo blago ali izmerno hudo obliko v domačem okolju, zadošča samoizolacija v trajanju 10 dni, od tega mora biti izpolnjen še dodatni pogoj in to je, da bolnik nima več vročine vsaj 48 ur in če je to izpolnjeno in so klinični znaki okužbe umirjajo, lahko seveda potem po 10 dneh prične z normalnimi aktivnostmi. Kar se tiče karantene, karantena je pa ukrep, s katerim pa preprečujemo pravzaprav, da bi ljudje, ki so bili v stiku z nekom, ki je bolan in pravzaprav nimajo v tistem trenutku bolezenskih znakov in niti ni nujno, da so že okuženi, so pa v inkubacijskem obdobju, da ne prihajajo v stike z drugimi in zaradi tega ne širijo okužbe. Tukaj pa prihaja do nekaterih nejasnosti, predvsem kadar gre za okužbo pri družinskem članu. Pogosto spregledamo ta podatek, da se karantena izreče za 10-dnevno obdobje od zadnjega stika. Se pravi, v družini je ta zadnji stik, če so seveda vsi v istem gospodinjstvu, je to zadnji stik takrat, ko se pravzaprav izteče samoizolacija. Se pravi, potem je še 10 dni naprej karantene in se karantena po 10 dneh avtomatično še ne zaključi. Drugače, kadar je možno, da se oboleli izolira, se pravi povsem izolira iz okolja, da gre živeti v drugo stanovanje ali so v stanovanjski pogoji takšni, da omogoča ločeno življenje, takrat se potem lahko šteje spet 10 dni od zadnjega stika, ni pa to nujno vedno enako s trajanjem samoizolacije. Tako da to so stvari, na katere moramo biti še dodatno pozorni in definitivno so to ukrepi, s katerimi lahko vplivamo na to, kako se bo virus dodatno širil. Skratka, vsak od nas je pravzaprav zelo pomemben člen v verigi prenosov, ki omogoča to, da se ta veriga prekine, da ne pride do dodatnega širjenja in da se prične epidemija ustavljati. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam za te uvodne besede. Je morda za našo gostjo kakšno vprašanje? Počakamo na prijave. Prvo vprašanje zastavlja Planet TV. Izvolite. Ja, pozdravljeni doma na tej strani. Doktor Logarjeva, že sami ste omenili, da se med splošno populacijo nekako okužbe nižajo, da jih je vse manj, tudi 7-dnevno povprečje, če se ne motim, danes znaša 785, pa me zanima, čemu to pripisujete? So to še učinki teh ukrepov med lockdownom, ali gre že mogoče za neko kombinacijo prekuževanja in cepljenja? Tukaj gre pravzaprav za vsekakor kombinacijo cepljenja in pa učinkov ukrepov, ki smo jih izvajali med 1. in 11.4. Če se spomnite, kakšne so bile projekcije Inštituta Jožef Stefan, če ne bi uvedli dodatnih ukrepov, potem bi vedeli, da v tem trenutku bi bile številke bistveno višje, se pa trenutno v resnici umirjajo, vemo pa, da je seveda to neko takšno krhko ravnotežje in zato še toliko bolj poudarjamo, da v tem trenutku, ko se sproščajo številne dejavnosti, res vsak poskrbi za to, da se te dejavnosti sproščajo varno in skrbi ne samo za svojo varnost, ampak tudi za varnost svojih bližnjih. Hvala lepa. Sledi vprašanje Radia Slovenija. Izvolite. Dober dan, Urban Tarman, Radio Slovenija. Gospa Logar, zanima me, ali je strokovna svetovalna skupina pod vašim vodstvom v zadnjem času morda razpravljala kaj o časovnici in pogojih odpiranja kulturnih prireditev na prostem in v zaprtih prostorih? In drugo vprašanje, kdaj načrtujete odpiranje kulturnih prireditev, torej koncertov, gledališč, kinodvoran v zeleni ali morda že v rumeni fazi in pod katerimi pogoji? Torej, ste o tem v posvetovalni skupini že kaj razpravljali?
Smo pravzaprav razpravljali že prejšnji teden in so kulturne prireditve uvrščene v rumeno fazo. Se pravi, se bo v rumeni fazi bo omogočeno izvajanje večine kulturnih prireditev pod pogoji, ki jih predpisuje NIJZ. Hvala lepa. Žurnal 24, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi rada vprašala glede izvajanja mature. Zanima me, ali imate že kakšne podatke, kakšen je interes med maturanti za cepljenje. Ali ste se v strokovni skupini pogovarjali o tem, kakšen bo protokol za cepljene in necepljene maturante? In zanima me, ali ste se v strokovni skupini morda pogovarjali tudi o tem, da bi se karantena za maturanta lahko zaključila s PCR testom. Hvala lepa. Podatkov o tem, kakšen je interes, pravzaprav nimamo, ker te podatke se zbirajo na posameznih cepilnih mestih, kjer se bo cepljenje tudi izvajalo, ni pa tukaj nekega centralnega registra, kjer bi bili maturanti vpisani. Kar se tiče prekinitve karantene, je že bilo izdano priporočilo, se pravi, da maturanti, ki bi bili v karanteni zaradi stika in mature redno ne bi mogli opravljati, bodo šli na PCR test 24 ur pred izpitom oziroma testom. In če bo test negativen, bodo potem po posebnih pogojih lahko pisali oziroma opravljali ustni izpit mature. Hvala lepa. Sledi vprašanje PopTV. Izvolite. Lepo pozdravljeni, Tjaša Dogolintu. Jaz bi se tudi navezala kar na šole in sicer me zanima, kdaj, kje in kako se bo začelo cepiti maturante, pa tudi glede samotestiranja. Me zanima, kdaj konkretno se bo začelo, ker šole teste že imajo. Hvala. Kar se tiče samotestiranja, moramo počakati še na dovoljenje JAZMP-ja, za katerega je potrebno pridobiti validacijo testov v slovenskem okolju, ki se trenutno izvaja. Takoj, ko bo to izpolnjeno, se potem seveda samotestiranje lahko začne. Kar se tiče cepljenja, je pa to stvar cepilnih centrov. Ko bodo imeli podatke, bodo začeli z vabljenjem tudi maturantov na cepljenje. Še eno vprašanje. Izpolnjeno se potem seveda samotestiranje lahko začne. Tudi navezal na samotestiranje. Po semaforju oranžna faza predvideva, da se pouk sprosti deloma v omejenem obsegu na fakultetah. Pa me zanima, ali to pomeni, zdaj trenutno je Slovenija večinoma v oranžni fazi, in tudi Slovenija je trenutno v oranžni fazi, ali to pomeni, da bi mogoče že prihodnji teden lahko tudi na fakultetah potekal pouk na podoben način kot recimo v osnovnih in srednjih šolah, in ali bi tudi, ste že omenili prejšnji teden, mislim, da bi tudi tam lahko potekalo samotestiranje. Pa mogoče še eno vprašanje kot infektologinja, kakšne so, omenili ste razmere v bolnišnicah, pa se vseeno starost zdaj sproti kaj niža teh bolnikov zaradi tega, ker se pač starejši večinoma zdaj cepijo. Hvala. Ja, zdaj tukaj, kar se tiče bolnišnic, hvala za vprašanje, ker to sem prej pozabila povedati. Veliko je vprašanj, ali zdaj sprejemamo v bolnišnico ljudi, ki jih prej nismo sprejemali. Ne, še vedno sprejemamo bolnišnice tiste, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. To pomeni, to so večinoma bolniki, ki potrebujejo nadomestno zdravljenje s kisikom ali tisti, pri katerih je prišlo do poslabšanja osnovne bolezni v času covida. Kot ste že omenili, je zaradi tega, ker je velik delež populacije nad 80 in tudi nad 75 let pocepljen, in to so bili pogosto ljudje, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje in ga te seveda če se že okužijo po cepljenju, prebolijo v bistveno blažji obliki, se nekako zdi, da so sedaj hospitalizirani samo mlajši, ampak definitivno pa ne sprejemamo ljudi, ki sicer bolnišničnega zdravljenja ne bi potrebovali.
Kar se tiče študentov, ja, v oranžni fazi je predvideno sproščanje tudi nekaterih dejavnosti na fakulteti. Mislim sicer, da so naslednji teden tudi na fakulteti prvomajske počitnice, tako da je bolj verjetno, da bi se te dejavnosti na fakulteti začele po 1. maju. Je pa potrebno predvsem zaradi zagotavljanja varnosti v namestitvenih prostorih, se pravi v študentskih domovih, tukaj doreči še, kakšno prakso bomo tukaj uvedli, ali bo tukaj samo testiranje, ali bodo hitri antigenski testi, tako da ta vprašanja zaenkrat ostajajo še odprta. Hvala lepa tudi za ta odgovor. Sledi vprašanje Radia Ognjišče. Izvolite. Lep pozdrav, Alen Srečkovič, Radio Ognjišče, pozdravljeni, doktorica Mateja Logar. Mene zanima, omenili ste že hospitalizirane, ki so mlajši, pa me zanima glede pridruženih bolezni, imajo pridružene bolezni ali so hospitalizirani zgolj in samo zaradi covidne pljučnice, in še ali je že kje težava s prostorsko stisko v bolnišnicah, glede na to, da sta in vi in tiskovna predstavnica omenili, da se bolnišnice polnijo. Hvala lepa. Večina bolnikov, ki potrebuje bolnišnično zdravljenje, jo potrebuje zaradi tega, ker potrebuje dodatek kisika ob prebolevanju covid pljučnice. Imajo pa pogosto pridružene bolezni. Najpogosteje gre tukaj za srčno-žilne težave, v ospredju je povišan krvni tlak, srčno popuščanje, potem sledi sladkorna bolezen, pljučne bolezni in prekomerna telesna teža. Imamo pa seveda tudi bolnike, ki so imunsko oslabeli, to se pravi, so bolniki, ki prejemajo biološka zdravila, druga zdravila za zmanjševanje imunosti, recimo po presaditvi čvrstih organov, ali bolniki, ki prejemajo terapijo zaradi rakave bolezni. Tako da tudi določen delež je tudi teh bolnikov. Hvala lepa, pa še enkrat Žurnal 24, prosim. Ja, jaz bi še vprašala, rok za prijavo maturantov, ki se želijo cepiti v petek, poteče ob 12. uri, pa me zanima, ali bodo možne še naknadne prijave, ali bo cepljenje maturantov še naprej potekalo, oziroma dokdaj bodo maturanti v tej prednostni skupini. Hvala lepa. Jaz mislim, da čas, ki je na voljo, je zadosti dolg, tako da dodatno ni predvideno v tem trenutku, da bi se ponovno odprla kot prednostna skupina maturantov, tako da v tem spomladanskem delu dodatnega cepljenja maturantov ne predvidevamo. Kar se tiče jesenskega, pa v tem trenutno še nismo govorili. Hvala. Tudi TV Slovenija ima vprašanje, izvolite. Dober dan, Rajka Popovac, Televizija Slovenija. Imam prav tako vprašanje vezano na cepljenje maturantov. Veliko se je govorilo o strokovni politični odločitvi. Zanima me, kako vi utemeljujete to odločitev, torej po cepljenju maturantov, zakaj imajo prednost pred recimo nekom, ki je star 59 let. Kako bi maturantom pojasnili oziroma povedali, da je AstraZeneca za njih dobra in bojijo se nekateri tudi neželenih učinkov, ki bi jih lahko imeli morda prav ob maturi. Hvala lepa. Kot infektologinja sem mnenja, da je cepljenje vedno pozitivna stvar, ker s tem pač najenostavneje preprečujemo bolezni. Še vedno je prioritetna strategija cepljenje starejše populacije in kroničnih bolnikov, tako da tukaj je bila skupina maturantov pridodana, tako kot so bili recimo dodani olimpijci, ki so bili ravno tako cepljeni, da bodo lahko varno odpotovali in uspešno sodelovali na olimpijskih igrah. Tukaj je bilo ocenjeno bolj iz sociološkega stališča, da je tudi matura v življenju zelo pomemben dogodek in da je pomembno, da si v času mature lahko skoncentriran na opravljanje mature, ne pa da si v skrbeh, kako boš v karanteni in kako bodo potem potekale aktivnosti v času mature. Kar se tiče neželenih učinkov, vsako zdravilo in vsako cepivo, ki ga uporabljamo, ima določen profil neželenih učinkov. Trenutno je cepivo AstraZeneca zelo izpostavljeno glede pojava neželenih učinkov. Če ga primerjamo recimo z aspirinom, ki je v prosti prodaji,
in lahko povzroča tudi precejšnje neželene učinke. Tudi aspirin je recimo povezan s krvavitvami, je povezan z nastankom razjede v prebavilih. In to, da pride do takšnega neželenega učinka, je bistveno pogosteje, kot prihaja po cepivu. Jaz se strinjam, da je zelo prav, da se jasno in glasno pove, da obstajajo neželeni učinki, ampak to je potrebno postaviti v ustrezen kontekst. In pri AstraZeneci je pojav teh res najbolj hudih neželenih učinkov 4 na milijon po trenutni oceni, kar je pravzaprav sodi med zelo, zelo redke neželene učinke. Te neželeni učinki, ki pa so pogostejši in ki bi lahko maturante skrbeli, kot so pojav, se pravi glavobola, prehodne vročine po cepljenju. Tukaj pa gre na srečo za to, da te težave pri večini izvenijo v 24 do 36 urah in vsekakor ne puščajo nobenih trajnih posledic. Hvala lepa. Sledi še eno vprašanje POP TV. Izvolite. Ja, pravzaprav imam 2 vprašanji. Zanima me najprej, kaj opažate glede tega namernega okuževanja z virusom. Se je to umirilo ali se trend še bolj narašča? Glede na to, da ste pred kratkim tudi omenili, da se razmišlja, da prebolelost ne bi bila več ena od bonitet za prihod meje. Kaj je zdaj s to idejo, kdaj bi lahko to začelo veljati ali ste morda to opcijo opustili? In drugo vprašanje, imate morda informacijo, da se goljufa tudi na PCR testih, ko pride recimo na testiranje okuženi zdravstveno kartico nekoga drugega, da bi imel torej še nekdo drug potrdilo, da je prebolel COVID in koliko je tega izigravanja? Hvala. Zdaj, natančnih številk seveda nikoli ne bomo imeli, ker to ni praksa, da bi ljudje o tem prostodušno potem pripovedovali. Ja, kot ste omenili, so to prakse, ki potekajo, tudi nekateri še vedno pišejo o tem, da bodo na ta način dosegli določene bonitete. O tem, da bo to nekako se umaknilo kot boniteta recimo za prehod meje ali za kakšne druge stvari, lahko začnemo razpravljati takrat, ko bodo imeli možnost za cepljenje vsi. Se pravi, ko omejitev pri cepljenju pravzaprav ne bomo imeli in se bodo lahko vsi, ki so za to zainteresirani, tudi cepili. Ta druga praksa, ki ste jo omenili, pa ravno tako poteka, se pravi tudi to, da dobiš potrdilo na račun nekoga drugega, tudi to so zabeležili tudi v klicnem centru, te prakse zaznavajo. Regije. Pri regijah, ja, oranžna faza je definitivno sproščanje gibanja med regijami, zelo verjetno za tiste regije, ki bodo v rdeči fazi, pa tako kot je bilo že v prejšnjem obdobju, se pravi, ostanejo zaprte. Hvala lepa. Sledi še vprašanje časopisa Slovenec. Izvolite. Pozdravljena, dr. Logarjeva, Alenka Gabrovec, časopis Slovenec. Jaz bi se malce vrnila nazaj na bolnišnice. Zadnje dni opaziti, da je število tisti, ki so v bolnici, malo čez 600. V preteklosti ste govorili, da vedno v bolnicah pride 14-dnevni zamik. Kaj to pomeni, da to, kar je zdaj 600 in še malo, je tisto, kar bo maksimalno, ali pričakujete še več bolnikov v bolnicah? Drugo, kar me pa zanima, naslednji teden je 1. maj, ker ljudje ponavadi potujejo. Ali pričakujete zaradi teh prvomajskih počitnic kaj več okuženih po 1. maju, oziroma kakšen nasvet bi dali ljudem, da bi le vendarle obdržali to raven, ki smo jo trenutno začrtali, kar se tiče 7-dnevne incidence? In zadnje vprašanje, če sem prav razumela, vsi maturanti, ki se želijo cepiti, se morajo danes do 12. ure v bistvu prijaviti. Kaj pa s tistimi, ki te možnosti zaradi tega, ker recimo se lahko prijavijo samo pri osebnem zdravniku, ne bo imel, njegov zdravnik pa danes začne ob 1. delati? Hvala. Če grem od zadaj naprej, pa mi boste spomnili, če bom kaj pozabila. Mislim, da če maturanti pošljajo elektronsko poročilo svojemu osebnemu zdravniku, tudi če osebni zdravnik začne delati ob 1, da se bo takšna vloga vseeno upoštevala. Kar se tiče prvomajskih praznikov in prehajanja meje, tukaj ja, seveda obstaja vedno neka skrb, da bodo ljudje, ki bodo
se vračali oziroma obiskovali svojce predvsem v državah bivše Jugoslavije, kjer je epidemiološka situacija trenutno slabša, kot je v Sloveniji in bo vzorec vedenja seveda v domačem okolju zelo sproščen, da se bodo te ljudje potem v Slovenijo vračali okuženi, tako da je tukaj res pomembno, da se vsi zavedamo, da tudi ko gremo na obiske v domače okolje, da kadar nismo res z našimi najbližjimi, da upoštevamo ukrepe, se pravi tudi v tem obdobju je pomembno vzdrževanje distance, nošenja mask in pa seveda umivanje oziroma razkuževanje rok, ker le na ta način bomo lahko ohranili trend nižanja okužb. Če pa bomo imeli seveda v tem obdobju veliko nezaščitenih stikov, ob tem, da je virusa v populaciji še vedno veliko, potem lahko spet po 7 do 10 dneh pričakujemo novo poslabšanje epidemiološke situacije v Sloveniji. Kar se pa tiče stanja v bolnišnicah, mi pričakujemo, da bi se začelo stanje v bolnišnicah ob teh trendih nekje umirjati čez kakšen teden, se pravi, če pogledate same številke, so nam začele se številke umirjati v začetku prejšnjega tedna in nekje ljudje, ki zaradi covida prihajajo v bolnišnico, pridejo večinoma v bolnišnico nekje 7 do 10 dni po tistem, ko so se okužili, se pravi, nekje do konca tega tedna še ne pričakujemo bistvenega umirjanja v bolnišnicah, potem pa upamo na najboljše. Hvala lepa. Še 2 prijavi za vprašanje imamo. Najprej Žurnal 24, izvolite. Ja, jaz bi rada še vprašala, ali je za maturante, ki ne bodo cepljeni, predviden kakšen drugi protokol pri pisanju mature kot za tiste, ki bodo cepljeni. Druga stvar pa glede 1. maja me zanima, kako komentirate neko dejstvo, do katerega je zdaj prišlo. Na Hrvaško bomo lahko potovali, tam so turistične namestitve odprte. Situacija epidemiološka pa je slabša kot pri nas, medtem ko pri nas v bistvu ne moremo najeti niti apartmaja. Kako komentirate to? Kar se tiče maturantov, ki ne bodo cepljeni, o tem strokovna svetovalna skupina še ni posebej razpravljala o tem, kakšen bo protokol za njih. Tukaj gre potem za usklajevanje med ministrstvima, tako da o tem se bomo vsekakor še pogovarjali. Vemo, da hrvaško gospodarstvo zelo temelji na turizmu in da so se že v lanski sezoni odločali za to, da ohranijo turizem na ta del. Mi seveda ne moremo vplivati. Pri nas je za rumeno fazo predvideno sproščanje tudi možnosti bivanja v različnih turističnih objektih, tako da bomo videli, kaj bodo prinesli prvomajski prazniki. Hvala lepa. Pa še vprašanje Pop TV. Še to bi vas vprašala, če imate morda kakšne nove informacije glede cepiva Johnson & Johnson, kdaj bi lahko padla odločitev na ameriški strani, priporočila na evropski strani, kdaj posledično bi mi lahko te odmerke, ki zdaj čakajo v skladišču, začeli uporabljati. Pa tudi kako povečati zaupanje v cepivo AstraZeneca in preprečiti, da bi to cepivo ostajalo. Kar se tiče Johnson & Johnson, naj bi ameriške agencije nekje ocenjevale v tem tednu, tako da upamo na seveda pozitivno odločitev in seveda potem tudi sprostitev tega cepiva za uporabo v Evropi. Kar se tiče samega zaupanja, tukaj gre za to, da je pomembno, kot sem že rekla, neželene učinke prikazati v pravi perspektivi, se pravi v primerjavi recimo z drugimi neželenimi učinki. Če smo rekli, da se pojavljajo resni neželeni učinki pri AstraZeneca na 4 na milijon, samo za ilustracijo, recimo krvni strdki pri bolnikih, ki so hospitalizirani zaradi COVID v intenzivni enoti, se pojavljajo kar v 40%, in takšni resni zapleti se pojavljajo približno pri 25%, se pravi 1/4 bolnikov
ki so danes hospitalizirani v intenzivni enoti zaradi COVID-a. Če smo rekli, da jih je 157 na okroglo, potem 40 bolnikov bo imelo resen neželeni zaplet v obliki krvnega strdka kot posledica COVID-a. Se pravi, že sama ta številka, če preračunamo na 2 milijona Slovencev, je bistveno višja, kot so neželeni učinki, ki se lahko pojavijo po cepljenju. Hvala lepa. Še eno vprašanje strani Pop TV. Ja, to pa je zadnje. Koga bi cepili s Johnson & Johnsonom, za katero skupino je bilo to cepivo predvideno? Cepivo Johnson & Johnson ima enake indikacije kot vsa ostala cepiva, se pravi, edina razlika pri cepivih je cepivo Pfizer-BioNTech, ki je registrirano od 16 let, vsa ostala pa so registrirana od 18 let naprej in ni posebnih zadržkov za cepljenje s katerimkoli od teh cepiv. Hvala lepa. Sporočajo mi, da ni več vprašanj. Dr. Logarjeva, hvala, da ste bili z nami. Hvala lepa. Je morda še kakšno vprašanje ostalo neodgovorjeno? Kot kaže, ni več vprašanj, zato hvala lepa vsem za pozornost, nasvidenje in lep pozdrav do jutri.